Pozdravljeni, moje ime je Uršula. Danes sem za vas spet pripravila igro Izberi karte, tokrat za mesec april. Res je, da smo že 13. ampak sem se vseeno odločila, da ta video vseeno posnamem. Torej, energije so brezčasne, to povem tudi, če boste kliknili enkrat drugič na ta video, bo to veljalo takrat za vas. Torej, sicer zdaj gledam za mesec april 2023, ampak če boste kliknili kdaj, torej čez 1 leto, 2-3 leta je to še vedno sporočilo, ki je za vas namenjeno. Naj samo omenim, da se bliža sončni mrk, ki bo 20. aprila. Več bom o tem povedala tudi še v majski napovedi, ker bo potem maja tudi lunin mrk. In bom seveda omenila tako sončni kot lunin mrk, ker mrki so vedno zelo povezani, samodejno vplivajo oziroma vplivajo eden na drugega in nam prinašajo seveda zelo zanimive energije in tudi te dva mrka nam bosta prinesla zanimive energije in to posebej na odnosih. Torej odnosi se čistijo že kar nekaj časa, ker tudi prejšnji mrki, torej lansko leto, sončni in lunin mrk v jesenskem času sta prav tako bila na osi, torej osebe, posameznika in odnosov, tako da že nekaj časa traja čiščenje in to se bo še nadaljevalo še naprej, torej do jeseni. No, zdaj pa kar začnimo z našo napovedjo. Torej, vabim vas, da globoko vdihnete in najprej izberete svoj kupček. Torej, tole je prvi kupček s temle kamnom v obliki srčka in pa zlatim tarotom. Potem tole je drugi kupček s temle črnim kamnom in pa kozmik tarotom. In pa tretji kupček s temle vijoličnim kamnom in pa Rider-Waiteom tarotom. Seveda bom pa pri napovedi, tako kot vedno, uporabila tudi moje karte, rozeta, torej moje karte, orakelske karte, ki sem jih zasnovala povsem sama, narisala jih je pa Ina Lutarič. Lahko tudi jih kupite, greste na mojo spletno stran oracleoflight.org, pod orakelske karte, tam tudi nekaj več torej piše o njih, kakšne so te karte, kaj prinašajo, kakšno sporočilnost, kako sem jih izdelala, zakaj sem jih izdelala in seveda si to lahko tam preberete in kot sem rekla, jih seveda lahko tudi kupite in iz njih tudi gledate, tako kot bom jaz gledala danes. No, zdaj pa kar začnimo z našo napovedjo in kar začnimo z prvo skupino. Te dve bom umaknila. Torej, prva skupina in pa tisti, ki ste izbrali tale kamen. Poglejmo, kaj vas čaka v mesecu aprilu. Dotaknila se bom področji ljubezni, posla, kariere, financ in pa seveda zdravja. No, pa kar povejmo, kaj čaka prvo skupino. Prva skupina, kaj vas še čaka v mesecu aprilu. Prva skupina, kaj vas čaka v mesecu aprilu, pa kar poglejmo. Prva skupina, kaj vas čaka v mesecu aprilu. Torej, kot vidimo, se boste vi v mesecu aprilu končno premaknili naprej. Torej, v preteklosti ste se tudi že nekako premaknili, usmerili ste vse, torej svoje želje, interese, vso svojo energijo v en cilj, torej ta premik traja že nekaj časa, zdaj pa še bolj konkretno se boste pa še bolj premaknili proti svojim ciljem. Torej, že v preteklosti ste doživeli ta moment, ko ste se končno premaknili, to je zdaj na splošno, če govorim. Torej, se je zgodil nek premik v bolj pozitivne smeri, je pa res, da morate določene stvari iz preteklosti še razčistiti, preden se boste lahko res brez nekih skrbi premaknili naprej. V preteklosti se vam je zgodilo nekaj težkega v vaši vezi, torej tukaj kaže nek odnos.
To lahko je torej v poslovnem smislu, torej lahko se vam je v poslu zgodilo, da je nek odnos, ki je bil prej dober, doživel nek preobrat. Kot sem že prej govorila, torej pri mrkih, zdaj je čas čiščenja v odnosih. Torej, pogodbe med dušami zdaj se bodo spremenile, bojo drugačne, kot so bile prej. In seveda bomo videli, torej, kaj, oziroma smo že uvideli v odnosih, kaj nam v nekem odnosu ne odgovarja. Torej, ker v bistvu pri prejšnjih mrkih, torej lansko leto, to je zdaj še do tega spomladi trajalo, je bilo predvsem ta tendenca, da smo bili zasenčeni, torej v nekem odnosu, nismo vedeli, kam ta odnos peli in smo sami potem našli neko rešitev. Torej, vam kaže, torej, da nek odnos, ki je bil drugače dober odnos, ni bil slab, lahko posloven, lahko oseben, se je nekako razrušil. Torej, ste doživeli nekaj slabega v tem odnosu ali ste doživeli nek šok v tem odnosu in lahko vas je to nekako spodbudilo, da ste se premaknili naprej. Lahko ste se pa že prej premaknili, pa ste potem to naknadno doživeli v odnosu. Lahko je bil pa pač ta odnos in ta šok, ki se je zgodil, razlog za ta premik. Torej lahko v poslovnem ali pa kariernem smislu. Zdaj pa seveda kaže, da se morate premakniti naprej in tudi, da se boste, ampak se morate paziti torej v nekem odnosu, ker predvsej so tukaj v ospredje prišli odnosi, neke manipulacije. Tudi zelo navezani ste na ta odnos pretekli, torej ali v poslovni ali osebni, torej je pa v tem odnosu nakazana torej neka manipulacija, lahko so tudi kakšne odvisnosti v tem odnosu, lahko ste odvisni od te osebe, s katero ste bili, pa ste pač preko tega odnosa doživeli nek šok. Lahko bi tudi ste nekaj izvedeli, neko novico. Mogoče, da ima ta oseba neko tretjo osebo, ali pa da se pač v ta vajin odnos vtika neka druga oseba. Torej, lahko bi bila tukaj posredi tretja oseba. Torej, kot vedno pravim, ker zdaj gledam na splošno, torej lahko je to poslovni odnos, lahko je pa osebni odnos. Torej, paziti se morate trenutno res neke prevelike navezanosti, tudi odvisnosti, tudi manipulaciji, ker imate opravka z osebo, ki ni najbolj odkrita. Torej, tudi v prihodnosti vam kaže, da se boste soočili preko te osebe z lažmi, skrivnostmi in da vam stvari zagotovo še v mesecu aprilu ne bodo jasne. Torej, glede na mrk, ki se bo zgodil maja, lunin mrk, mislim, da je 5. maj, torej po 5. maju lahko šele pričakujete jasnost v tem odnosu, prej pa ne, tako da vam svetujem, da počakate s kakršnokoli pomembno odločitvijo. Torej, energijsko ste se že premaknili nekako stran od te osebe ali pa ste se že premaknili v neke nove smeri, ampak kaže še neko nezdravo navezanost in tudi kaže veliko manipulacije od te osebe. Lahko ste tudi vi, da boste tudi vi manipulirali. Torej, ker pač energije, lahko to velja za vas, lahko to velja za vašo osebo. Torej, trenutno vam kaže nek večji dobiček, lahko torej v poslovnem smislu ali preko partnerja, torej, in tudi nek nov začetek. Torej, se premikate v nove smeri in čaka vas nov začetek. To ste se pa odločili tudi že v preteklosti, da boste začeli na novo, ampak v prihodnosti kaže, da boste težko začeli na novo, če ne boste počistili s preteklostjo. Torej, določene stvari so vam še skrite, določenih stvari še ne veste, se vam še niso odkrile. Tukaj torej kaže še veliko laži, manipulacij, torej veliko skritih stvari. Torej, imate sedmico mečev, hudiča luno, to je en kup skrivnosti še, ki torej stvari ne veste še, tako da jaz bi počakala s tem premikom, s tem začetkom novim,
torej malo še, torej odločitev je, da boste začeli na novo, mogoče ste tudi že začeli, ampak kaže, da morate v tem odnosu določene stvari še razčistiti. Je pa tukaj gre za neko skrivanje, neko prevaro, pazite se res laži, tudi verjetno si sami govorite, da ta veza ne bo obstala, da ne boste mogli v tej vezi več funkcionirati tako, kot ste. Tudi sedmica mečev lahko kaže tudi na to, da ne smete sami sebi lagati, da bi to nekako šlo, da bo šlo, ker to je hudič in v bistvu ta veza, ki je bila nekoč dobra, pozitivna, bi se lahko, torej se je spremenila v slabo. V vezo, kjer je veliko laži, prekrivanja in manipulacije. In zato vam svetujem, da res dobro razmislite, kako naprej. Ampak, kot sem rekla, morate pa razčistiti s preteklostjo, počakati, da se vam bodo stvari torej razkrile in odločajte se šele v drugi polovici maja. Torej, takrat sprejmite res pravo odločitev. Luna tudi govori o tem, da je včasih, če je bila veza dobra, da so se stvari spremenile, da ni več romantike, če je to osebna veza, da so stvari postale težke, da ste stisnjeni zaradi te veze oziroma boste v prihodnosti še stisnjeni. Imeli boste tudi občutke krivice. Torej, predvsem je pa tukaj problem, ker je veliko laži in skrivnosti in manipulacij. To je pa največji problem, kot pravim, lahko bi bile pa tudi kakšne odvisnosti. In ta veza, ki je bila res dobra in kjer ste doživeli velik šok, lahko bi bil tudi povezan z financami. Torej, ta veza se je zdaj spremenila v vezo, ki nekako ni več dobra za vas. Kot sem rekla, lahko je tudi tukaj posredi tretja oseba. Je pa veliko skrivanja, vi ali vaš partner nosita masko, torej tako lahko v poslu, lahko torej v osebnem smislu. Tako da jaz bi res razmislila tukaj, kako naprej. Zdaj, če ste pa v poslu ali v osebnem smislu sklenili z nekom nek dogovor, se usmerili v ta cilj, pa se ta dogovor nekako ni izšel za vas dobro, lahko tudi to pomeni, potem isto velja, da je pri tem dogovoru bilo veliko laži, preveč manipulacije, neodkritosti, neiskrenosti in v prihodnosti vam stvari ne bojo jasne in tudi glede tega, če ste sklepali nek dogovor, torej da ne gre za nek poslovni osebni odnos, ampak da gre samo za dogovor, morate tudi tukaj počakati na nov začetek, torej razčistiti za nazaj in počakati. Torej, osnova pri vas je, da se boste dejansko premaknili naprej, prej počistite s preteklostjo, drugače pa je to za vas mesec premika. Zdaj, če pogledam še zdravje, kaj vas čaka v zdravju, pa vam lahko povem naslednje. Torej, predvsem pazite organe, torej dvojne organe, torej ledvica, pljuča, pa če so še kateri drugi dvojni organi, ušesa, ker tukaj bi lahko imeli kakšne težave, drugače imate kar stabilno zdravje, vas pa bo v prihodnosti mogoče dajala malo psiha in pa paziti se morate kakšnih odvisnosti. No, zdaj pa če pogledam še z mojimi kartami Rozeta, kaj vam kaže? Drugače finančno vam kaže tudi zelo dobro, torej kaže vam že v preteklosti nek dobitek, mogoče je bil ta spor z nekom, torej v osebnem ali poslovnem smislu ravno zaradi financ, denarja, da ste imeli neko izgubo, ampak to se vam bo povrnilo nazaj, tako da se ne rabite bati, vam pa kaže v prihodnosti tudi prihodke, samo iz nekih sumljivih verov, tako da tukaj se pa pazite, če hodite v službo, pazite, da vam plačujejo vse prispevke, ker bi se vam lahko zgodilo, da ne. Pazite pa tudi, da vas denar prijavite, ker drugače bi se vam tudi lahko zgodila kakšna neprijetna stvar. No, kaj pa še moje karte Rozete pravijo, torej kaznjenec, puščavnik in angel. Karte Rozeta pravijo, da zaupajte v višjo silo, da se bo vse končalo dobro. V preteklosti ste imeli občutek, da vas je nekdo ponižal, da vam je v bistvu zmetal stvari, bom rekla, v obraz, ki so vas močno prizadele,
ali pa vas je ne samo obremenil, vas je mogoče obtožil za neko dejanje, ki ga v resnici niste storili. To vas je spodbudilo k temu, da ste začeli raziskovati samega sebe, da ste začeli iskati rešitve. Še vedno iščete rešitve, ne veste točno, kaj bi storili, samo tukaj vam karte govorijo, da zaupajte, da bo nebo poskrbelo za vas in da se ne bojte. Tako imate dovolj talentov, darov, torej lahko pričakujete v prihodnosti en čudež in se bojo stvari dobro razrešile. No, to je bilo za prvo skupino vse. Zdaj pa gremo kar na drugo skupino. Torej, druga skupina, tisti, ki ste izbrali tale črn kameček in pa kozmik tarot, kaj pa vas čaka v aprilu, torej kakšne energije pa vas čakajo v aprilu, v poslu, karieri, financah, v ljubezenskih odnosih, v odnosih na splošno in pri zdravju. Kaj pa vas čaka? Kaj pa vas čaka? Pa poglejmo, kaj čaka drugo skupino v mesecu aprilu. No, pri vas je pa glavna tema tega meseca spoštovanje. Torej, želeli boste več spoštovanja, želeli boste nagrado za vaše pretekle dosežke, ne boste se zadovoljili z malim, ampak boste hoteli več. Torej, karta zvezde kaže tudi na upanje. Torej, imejte upanje ne glede na to, kaj se vam je dogajalo v preteklosti in kaj se vam bo dogajalo v prihodnosti, ker karta zvezde, ki je tukaj le na sredini, kaže torej na upanje. Kaže pa tudi na to, da boste želeli torej biti spoštovani, da vam to zelo veliko pomeni, tudi v odnosih, tudi na poslovnem področju, povsod, in da boste spoštovanje tudi zahtevali. Drugače pa ta karta kaže tudi na to, da vam bo neko spoštovanje, da bo prišlo do večjega spoštovanja v vašem življenju, da vas bodo ljudje bolj spoštovali, bolj upoštevali. Lahko to tudi pomeni neko nagrado za preteklo delo, neko priznanje, diplomo, torej nek dosežek, ki vas bo zelo dobro spodbudil tudi za naprej. Torej, v preteklosti vam kaže, da ste nekako začeli, sploh v odnosih, začeti na novo, ampak da vam nekako ni uspelo. Vidi se vam, da vztrajate v nekem odnosu že nekaj časa, da so stvari včasih dobre, včasih slabše, ampak da je tukaj premalo ljubezni, čeprav se tukaj pri tem partnerju čutite z njim kar precej povezani. To je lahko nekdo, s katerim ste že zelo dolgo, lahko je nekdo, s katerim ste se zapletli, ki ga poznate iz mladosti, če je to neka nova ljubezen, lahko pa ste s to osebo že zelo, zelo dolgo. Kaže vam, da v tem odnosu ste bili zelo potrpežljivi, da ste želeli nove začetke, ampak da se vam nekako je ta začetek izmikal. Torej, te karte, vse karte na splošno, tudi karta cesarice vam kaže, da morate v tem mesecu poskrbeti zase, da ste nekako izgubili strah pred stvarmi in da boste zdaj končno stopili iz tega čakanja in potrpežljivosti in boste začeli bolj skrbeti zase. Mogoče tudi ta zvezda govori, da imejte upanje za naprej in da se bolj spoštujte v nekem odnosu. Drugače, trenutno vam kaže torej neka ljubezenska ponudba, ki jo boste dali vi ali pa vaš partner, vendar se boste tega nekako branili, nekako vam ne bo. Torej tukaj, kot sem že prej rekla, je premalo ljubezni, premalo pozornosti in nekako se branite tega novega začetka vi ali pa vaš partner. Torej lahko velja za njega ali za vas. Kaže tudi, da se je partner že v preteklosti, da je imel tako precej obrambno držo, lahko vas je na nek način hotel zaščititi pred nekimi negativnimi vplivi ali pa vas že dolgo časa ščiti ali pa se nekako brani vas, torej neke čustvene intime in mogoče se vam je nekako umaknil od vas.
čeprav ste z njim zelo povezani in ste se potem tudi vi nekako ohladili v tem odnosu. Torej, to lahko velja za vas ali za njega. Trenutno imate občutek ujetosti, to je sicer bolj miselno, torej miselni občutek, to ni dejansko stanje, torej občutek imate, da ste ujeti v nekem odnosu, da ne veste, kako naprej. To lahko velja tako za osebni, lahko pa za poslovni odnos, to lahko velja tudi za poslovno situacijo. Kaže pa vam, da se to obdobje zaključuje in da prihaja novo. Torej, to težko obdobje, torej, ko ste v bistvu želeli ljubezen od partnerja, pa nekako niste mogli z njim na novo začeti, to obdobje se nekako končuje, začenja se novo, vam pa kaže, da ste se v tem odnosu ohladili, torej, lahko je to pri službi, lahko ste se v službi tudi ohladili, ker vam niso dali dovolj priznanja, lahko pa v nekem partnerskem odnosu, ampak to obdobje se zaključuje in tudi ta vaš občutek ujetosti se zaključuje, zgubili boste strah in začeli boste bolj skrbeti zase. Finančno vam kaže kar v redu, sicer boste imeli ene stroške, ne boste točno vedeli, kako jih plačati, ampak boste zelo preračunljivi, preudarni in boste nekako si naredili načrt, kako plačati stvari, drugače imate neke redne prihodke, imate pa nekako zaprto, da bi pa večji prihodek dobili. Torej, imate neke redne prihodke sicer, ampak večji prihodki, višanje plače imate pa nekako zdaj malo blokirano v tem mesecu. Vam pa kaže, da v službi so se verjetno začele ali neke rekonstrukcija, torej, oziroma neke spremembe so v službi. Torej, sprememba sistema lahko, sprememba načina dela, lahko boste šli iz ene pisarne v drugo, možno bi bilo tudi, da zamenjate službo, čeprav zdaj sicer ne kaže nekega konca, kaže vam tudi, da vam zdaj ni omogočen nov začetek, da nekako ne morete začeti na novo, ampak da vam bo kmalu to dano. Torej, ni še zdaj čas, morate še nekatere stvari tudi v službi urediti, predvsem se obznebiti tega občutka ujetosti. Ampak vedno manj vas je strah, začeli boste skrbeti zase, takrat se vam tudi odpre to kobilja. Mogoče boste dobili neko novo službo ali pa začeli vsaj iskati neko novo službo, zato ker to, kar ste imeli do zdaj, se bo končalo počasi. Torej, v tej službi sicer ste dobili neka priznanja, zdaj vam je tudi podana neka nova ponudba, strani nadrejenih sodelavcev ali kogarkoli. Zdaj, če delate sami, imate dovolj dela sicer, ampak se morate včasih tudi pred drugimi braniti ali pa se zelo zaščititi, imate veliko konkurence. To lahko tudi velja tako za službo. Neka ponudba je za nek nov začetek. Imeli boste nek občutek utesnjenosti, ujetosti, naredite si dober načrt. Naredite si torej, dober načrt, kot sem rekla, organizirajte si delo, bodite praktični, kaže pa, torej zagotovo pa boste imeli neke spremembe v službi, torej v službi je tudi nakazano, da v bistvu nadrejenih in ljudi, ki delajo z vami, v bistvu ne zanima vaše čustveno stanje, kako se vi počutite, ampak bolj, da je delo narejeno, zato tudi mogoče imate ta čustven občutek, je pa tudi res, da o stvareh preveč razmišljate. Torej, to velja lahko tudi za nek osebni odnos, da prav tako preveč razmišljate in da prav tako si morate narediti nek načrt, kako boste delovali naprej in da vas tu čaka nov začetek. Zdaj, če gledam glede zdravja, pri ženskah predvsem rodila, torej ženski organi, drugače pa hormoni. Pazite se kakšnih poškodb, tudi če bi bile, ne bi bile hujše, in pa tudi psihičnega stanja. Drugače vam pa v osebnih odnosih in tudi pri partnerstvu kaže na neko oviro v spolnosti tudi, katero boste tudi razreševali. Mogoče ste se zaradi tega tudi od partnerja umaknili, ker mogoče ni bilo prave intimnosti med vama dvema, da se vas je nekako branil. Ali pa vi ste se branili njega, torej nekaj je bilo in pač ni bilo te prave intimnosti med vami in je mogoče to problem. In ste se mogoče zato ohladili in razmišljate, kako bi naprej, ampak se pa čutite v tem odnosu na nek način ujeti.
torej hormoni, tudi psihično stanje morate paziti. Drugače pa to. No, pa poglejmo, kaj še moje karte Rozeta pravijo za mesec april. Torej, karta Rozeta vam pravijo, da boste dobili neka pozitivna sporočila, torej glede službenega stanja, tudi boste bolj komunicirali s svojim partnerjem. V odnosih morate počistiti določene negativne podzavestne vzorce, ki se jih ne zavedate najbolj. Glede tega ste mogoče že dobili neko pogled, da vas mogoče privlačijo osebe, ki vam čustev ne vračajo, tako kot vi njim, oziroma da je neka hladnost v odnosu lahko. Torej, te vzorce boste morali počistiti. Trenutno ste bolj praktični, boste iznajdljivi, se nekako boste znašli, ampak zanimivo, da se je tale karta pokazala, torej grad, ki pomeni isto kot osmica mečev, torej pomeni omejitve. Omejitve, ki si jih pa mi dostikrat naredimo v glavi. Torej, ker tudi ta karta, torej grad, predstavlja neke omejitve, sicer predstavlja tudi stabilnost, ampak predstavlja pa tudi, da se zapremo, da nismo več toliko odprti do partnerja, torej, če o osebnih odnosih govorim, da nismo toliko več odprti v poslovnih odnosih, da smo se nekako zaprli. Drugače pa ta karta govori tudi o tem, da morate nujno postaviti drugim ljudem meje in taktično nekako se jih lotiti. Torej, to velja tako za poslovne kot za osebne odnose in tudi na splošno. No, to je za drugo skupino vse, zdaj gremo pa še na tretjo skupino. Tiste, ki ste izbrali tale vijolčen kamenček in pa Rider-Waite tarot. No, pa poglejmo, no, vam je pa zletela ven sreča, srečno družinsko življenje oziroma nasplošno sreča, ki vas bo prevevala ob nekem dogodku, neki situaciji, nekaj se bo zelo, zelo uspešno zaključilo, nekaj boste izvedeli, kar vas bo zelo, zelo osrečilo, nasplošno boste zelo srečni v mesecu aprilu. No, zdaj pa pogledamo še druge energije, torej za tretjo skupino. Kakšne energije so za tretjo skupino? Tretja skupina, torej energije v mesecu aprilu. Energije v mesecu aprilu. No, za vas je pa sicer, torej vas čaka sreča v aprilu, neke stvari se vam bojo zelo, zelo dobro išle, ampak kaže pa tudi pri vas, da se stvari prepočasi premikajo. Torej, ne glede na to, ali gledamo službo, ali gledamo neke osebne odnose, torej stvari se premikajo počasi, vi bi pa radi, da bi to hitreje šlo, imate veliko energije, entuzijazma, ampak gre bolj počasi. Torej, v preteklosti ste se precej ukvarjali s svojo družino, delom, ste bili kar zadovoljni na nek način. Je pa res, da pri poslu, predvsem vam to kaže v poslovnem smislu, je bilo veliko stvari nejasnih, torej niste točno vedeli, v katero smer naj se obrnete. Torej veliko nejasnosti, denar iz sumljivih virov, pomeni, da lahko, če ste bili v delu, če ste nekje delali, da vam mogoče niso plačevali prispevkov, torej morate biti na splošno tudi zelo pazljivi, da so bile neke skrite stvari v poslu, v službi in da vas je služba tudi na nek način stisnila. Tisto, kar ste včasih zelo radi delali, vas je zdaj nekako obremenilo, torej ni več vam tako lepo, kot vam je bilo nekoč v službi. Zdaj vam je težje, sicer ste zelo pridni, delovni, tudi zaslužite, ampak vam je težje. Torej nekaj vas stiska na področju posla, statusa. Lahko tudi, torej če gledamo v nekih osebnih odnosih, da vas je stisnilo, ker ste se trudili v odnosu in se vam zdi, da se stvari nikamor ne premaknejo. Drugače finančno vam kaže kar dobro, torej finance boste imeli, jih boste še naprej, vam doteka denar, glede tega ni problemov, ampak
Drugače se pa poslovno in v osebnem smislu stvari vam prepočasi premikajo. Trenutno ste razočarani in boste tudi še v prihodnosti razočarani nad neko osebo, nad neko situacijo, predvsem pa nad nekim odnosom. To je lahko torej odnos osebni ali pa seveda odnos v službi. Torej nad enim odnosom ste zelo razočarani, oseba, ki je drugače v redu oseba, ne morem reči, da je slaba, s katero ste dobro sodelovali, torej vas je zelo razočarala, ampak to se bo dobro speljalo. Torej, to razočaranje bo minilo in stvari boste dobro rešili, tako da se tukaj ne rabite tako obremenjevati. Torej, v preteklosti vam torej kaže, da ste bili zelo uspešni v delu, da ste tudi veliko zaslužili, ste bili zadovoljni. Torej, sicer so se pojavljale neke nejasnosti, ampak finančno ste bili preskrbljeni. Mogoče tudi ste imeli mogoče težave s težo, ste začeli neko dieto, vas je mogoče to stisnilo, da ste mogoče pretežki, mogoče vas je stisnilo, da mogoče ne izgledate več tako dobro, kot ste izgledali, mogoče pred enim letom, pa ste se želeli polepšati. Torej, obisk kozmetičarke, obisk pedikerke, torej, lahko ste zamenjali oblačila, torej nekaj kaže tudi na področju lepšanja telesa in pa tudi na področju prehrane. Lahko ste tudi mogoče zaradi zdravstvenih razlogov mogoče morali spremeniti prehrano. No, trenutno vam pa kaže, torej, da se stvari prepočasi premikate, mogoče tudi vi niste v tej dieti tako uspešni, kot ste želeli biti in mogoče partner vas ne podpira in ste zaradi tega razočarani. Lahko pa v poslovnem smislu tudi pomeni, da vaš trud ni tako nagrajen, kot bi moral biti, oziroma da se poslovne priložnosti počasi premikajo. Torej, zaslužek je, ampak vi bi radi se lotili nekega novega projekta, ki ga imate v mislih. Lahko boste se v službi nekaj izobraževali, lahko se boste učili novih stvari, ampak ne gre tako hitro, kakor bi vi želeli in v prihodnosti vas čaka razočaranje. Lahko je tudi nek dogovor, ki ga boste sklenili v službi glede izobraževanja, glede nekih novih znanj, pa vas bo razočaralo, ker ne bo šlo tako hitro, kakor bi vi radi. Ampak zadeve se bojo dobro rešile, tako da ne skrbite preveč. Želja se vam bo uresničila, sebe boste postavili v ospredje, včasih boste sicer imeli občutek, da ste ujeti v neko situacijo, da nimate dovolj moči. Tukaj lahko v osebnem smislu imate tudi mogoče opravka z neko sramežljivo osebo, lahko je to v poslovnem smislu, lahko je v osebnem, z neko sramežljivo osebo, ki se ne zna tako odpreti, kakor bi vi želeli in gre to vse prepočasi za vas v nekem odnosu, ampak ta odnos je dober in bo v redu. Torej, tukaj se vam svetuje, da počakate. Če gre to za nek dogovor poslovni, pa prav tako se vam svetuje, da počakate, ker nekatere stvari niso še razjasnjene, dogovor se bo zgodil in bo dober. In tukaj se ne rabite bati, da ga ne bi bilo. Bo se v redu izteklo. Je pa res, da nekatere stvari boste morali pustiti za sabo. Določene stvari, torej, če gledamo poslovno, boste morali mogoče spremeniti taktiko v službi ali pa nek način delovanja ali pa mogoče neko izobraževanje pustiti pa se lotiti nečesa drugega ali pa mogoče nek del v tem izobraževanju ali pa v tem projektu, samo neke stvari pustiti, ostalo pa boste lahko, ker kaže vam veliko energije, entuzijazma, ste sicer že utrujeni, ampak borili se boste že naprej. Prav tako to velja v osebnih odnosih, čeprav ste razočarani, vam kaže, da postavljate sebe v ospredje, da puščate za sabo določene stvari, lahko tudi ta odnos bi radi zapustili, ampak vam kaže še vedno, da se boste borili za njega. Torej, to ni konec. Torej, tudi če to za nek odnos gre, tukaj ni konec, boste se še vedno borili za to. In se bo tudi dobro končalo, tako da jaz bi vam svetovala tukaj potrpežljivost in da se borite naprej. Ne bi vam svetovala, da kar odidete, čeprav ste razočarani. Drugače pa finance vam pa zelo dobro kažejo. No, kaj pa pravijo karte Rozeta za tretjo skupino? Kaj pravijo karte Rozeta? Torej, kaže vam, da ste se lotili nečesa novega,
torej neka dobra ponudba je prišla, imate zelo veliko želje, da bi se tega lotili. Torej to je lahko, kot sem rekla, izobraževanje, lahko nek nov projekt v poslu, lahko nek nov začetek, lahko je tudi v ljubezni nek nov začetek. Iskrice so, čustva so, strast so, tako da naj vas ta neka kratkotrajna razočaranost ne ustavi. Ne odidite tako hitro, vam govorijo karte. Kaže pa vam, da se boste še borili za ta odnos. Torej lahko je to poslovni, lahko osebni. Borili se boste, iskrice so, strast je še. Torej lahko je to odnos, ne, kot sem rekla, poslovni, osebni, lahko je pa to nek projekt, za katerega se boste še vedno borili in je tukaj torej zelo veliko potenciala. In se boste tudi usmerili v ta cilj, da naredite tisto, kar si želite. Tako da te kratkotrajne težave in ovire, te razočaranost naj vas ne ustavijo. Bodite potrpežljivi, vam govorijo karte. No, to je za tretjo skupino vse. Za konec bi pa še nekaj povedala o mojem tečaju, torej tečaju, ki ga pripravljam zdaj v mesecu maju in juniju, to je tečaj cigank. Torej pri tečaju cigank boste spoznali same ciganke, torej vsako karto posebej, kaj karta pomeni, potem pa seveda povezovanje med kartami. Torej na kartah boste seveda spoznali, kaj karte pomenijo, potem tudi vso simboliko, ki je na kartah, vključno z predmeti, osebami, barvami, torej in vsem, kar pač karte predstavljajo. Potem pa, kot sem rekla, pa tudi povezovanje med kartami, različne postavitve in v 6 srečanjih boste dobili popoln pogled v ciganke in tudi v postavitve in boste čisto sposobni torej sami drugim pogledati v karte, ker tečaj je zelo intenziven in jaz seveda učim na zelo praktičen način, to pomeni, da dejansko ljudi naučim, kako se karte gledajo. Če želite izvedeti, kaj o mojih tečajih menijo drugi, torej tisti, ki so bili že na tečajih, greste lahko na mojo spletno stran orakelluci.si, spodaj imate mnenja ljudi, ki so že bili na mojih tečajih in boste videli, da tudi tarot, kjer je precej več kart, ne, v primerjavi s cigankami, so se torej ljudje naučili v zelo kratkem času pri meni. No, to je za danes vse. Želim vam lep dan še naprej in vas lepo pozdravljam.